Morje v Izoli je na dveh kopališčih, pri hotelu Delfin in Svetilniku, močno onesnaženo s fekalijami, so pokazali včerajšnji vzorci. Količina fekalnih bakterij je bila kar 9-krat večja od mejnih vrednosti. Vodo so danes znova testirali, stanje pa je boljše le pri Svetilniku. Nacionalni inštitut za javno zdravje kopanje še vedno odsvetuje na obeh kopališčih. Pristojni pa še ugotavljajo vzrok onesnaženja. Previdnost pri kopanju pa velja tudi za obiskovalce Velenjskega jezera, kjer so zaznali prisotnost potencialno nevarnih cianobakterij. Rebeka Tomadus. Opozorilni trak omejuje dostop do kopališč v Izolskem Delfinu in pri Svetilniku. V morju so namreč zaznali fekalije. Vrednosti so bile praktično večkratno, skoraj 9-krat povišane nad neko sprejemljivo mejo. Smo izobesili rumeno zastavo, opozorilne table in trakove. Trenutno plaža ni zaprta, je pa kopanje odsvetovano. A nekaterih kopalcev tudi to ni pregnalo. Ne čutim nič, voda je v redu. Pa vas ni strah, da boste kaj staknili? Ne, stara 70 let. Malo, da se ofrišaš in pa hitro potuš. Pa paziš, da vode ne požreš. Povečanega števila zdravstvenih težav zaenkrat epidemiologi ne beležijo. ANIJZ opozarja na posledice, ki jih prinaša bakterija E. coli. Bruhanje, driska, krči v trebuhu, povišana telesna temperatura, slabost, dehidracija. Ponovno testiranje so pristojni opravili popoldan. Vrednosti so pri Delfinu še vedno povišane, kopanje pa do nadaljnjega odsvetujejo na obeh kopališčih. Morski tokovi zelo hitro lahko onesnaženje zanesejo tudi v drugo smer. Medtem pa sogovornica k previdnosti poziva tudi obiskovalce Velenjskega jezera. Včeraj smo bili s strani Direkcije Republike Slovenije za vode obveščeni, da se na jezeru dejansko nahajajo povečana količina teh nekih košč, to so cianobakterije. Lahko dražijo kožo, sluznice, tako da se lahko pojavi tako imenovana kopalska srbečica, se lahko pojavi kašelj, kihanje ali pa v redkih primerih morda tudi atipična pljučnica. Je, malo bolj slinska voda je po vrhu. Tudi če pogledate tam od vrvi, tam se je nekaj nabralo. Ne skrbi se, tam pač tuširamo, ne konzumiramo vode. Nujno je temeljito tuširanje in spiranje kopalk, dodaja ANIJZ. Posebno skrb namenimo otrokom in psom, ki lahko vodo hitreje zaužijejo. Jezero sicer tedensko analizirajo, a na občini priznavajo, da cianobakterij redno ne preverjajo. Glede na to, da se sedaj tudi drugod po Sloveniji soočamo z prisotnostjo cianobakterij, da bi tudi mogoče to vključili v naše analize. Nazaj v Izolo, tam že ugotavljajo izvor fekalij. Lokalno komunalno podjetje zatrjuje, da je z komunalnimi izpusti in kanalizacijo vse v redu. Pod drobnogledom je tudi marina. Ne izključujejo namreč možnosti, da so fekalije prišle s kakšnega plovila.